zasnovati embalažo, da bo le ta najbolj primerna za reciklažo. Tehnično smiselno je, da je embalaža enostavna. To pomeni, da je po možnosti narejena iz ene vrste materiala. Kaj to pomeni v praksi? Plastenka za pralni prašek je praviloma narejena iz polietilena. Za zagotavljanje reciklabilnosti in učinkovitosti reciklažnega postopka bi bilo razumno, da bi bila zamašek in etiketa tudi iz polietilena. Pomembne so tudi barve embalaže, saj mora biti za doseganje visoke stopnje reciklabilnosti pigmentna sestava barve takšna, da omogoča prepoznavanje na avtomatskih sistemih sortiranja. Vsi vemo, da je temeljna funkcija embalaže namenjena embaliranju. Zato mora embalaža zagotavljati pogoje odpornosti na svetlobo ali pa ustvarjati prepreke za pretok kemičnih komponent. To do neke mere seveda upravičuje, da je embalaža večkomponentna in visoko kompleksna. Kadar pa je embalaža kompleksna zaradi všečnosti potrošnikov, pa je proizvodnja kompleksne embalaže seveda neupravičena, ker onemogoča njeno reciklabilnost. Zato bi bilo nujno, da bi oblikovalci pri snovanju embalaže poleg njene funkcionalnosti upoštevali tudi minimalno potrebne pogoje, ki omogočajo njeno reciklabilnost. Jasno sporočilo oblikovalcem embalaže bi torej bilo: naj bo enostavna in po možnosti iz enega materiala, oblikovana z mislijo zagotoviti drugo življenje uporabljenih materialov.